Vsak kraj ima svojo zgodovino, sestavljena je iz tisočerih zgodb ljudi, ki odgovarjajo na izzive časa. V naročju predalpskega sveta in v objemu najlepše reke na svetu se že stoletje piše tudi poglavje o nogometu. Poglavje o rdeče-črnih iz Tolmina. Nogometni klub Tolmin je za mene nekaj izrednega, zgodovinskega, isto kot Punt. Tolminski klub je za mene ljubezen. Jaz do Tolminskega kluba čutim ljubezen. Mislim, da je tudi večina tistih, ki so vpeti v delo kluba, ali kot igralci, gledalci, uprava, vsi imamo rad naš klub. Je pa ponos igrati za Tolmin, biti trener Tolmina, biti navijač Tolmina, to je ponos in tako ga jaz doživljam, naš klub. In to 100 let ne doživi vsak. So klubi lahko tudi z daljšo tradicijo, vendar Tolmin je nekaj posebnega. Tolmin ti da pač vseeno, kar nucaš pred nogometu. Če si pa želiš nekega napredovanja in tega, imaš sigurno, mislim, Tolmin je tudi tretja, druga liga, tudi tretja ni švoh liga, tako da se lahko dosti naučiš. Pa tudi za tele ta mladi, ki pridejo igrati, da jim da lahko dosti. Ko so v Soški dolini naposled utihnili puške in topovi, je Tolmin z obnovo dobival novo podobo tudi z meščansko šolo in učiteljiščem. Čeprav pod zastavo tuje države je s kulturnim razvojem postajalo mesto eno od središč današnje severne Primorske. Medtem se je po stari celini bliskovito širila nova športna igra z žogo, ki jo je v teh krajih prvi posvojil profesor telovadbe Matelič Zlivka. Takratne mladine mu očitno ni bilo treba dolgo prepričevati o lepoti nogometne igre, zato leto 1921 danes označujemo za rojstno leto nogometa v Tolminu. Najprej so si nasproti stali mladeniči obeh šol, ki so nato kmalu izzivali še tamkajšnjo vojsko v kasarnah na mestnem obrobju. Tam je že bilo regularno igrišče, ki so ga postopoma lahko začeli uporabljati tudi civilisti. Tekmecev pa je počasi začelo zmanjkovati in Tolminci so se spogledovali s sosedi. Prvo medkrajevno srečanje so doma odigrali leta 1923 proti predstavnikom znamenite idrijske Realke. 3 leta pozneje so se prvič odpravili v Kobarid. Takratna lokalna skupnost je videla, kako enostavna igra žogo privlači igralce in gledalce, zato je leta 1927 zgradila športno igrišče na Logu. Na gostovanja so Tolminci začeli odhajati v Kobarid, Anhovo, Bovec, Solkan, Čedat, Ločnik, Krmin in Gradiško. Nogometno pravljico je okoli leta 1930 prekinila narasla Soča, ki je uničila igrišče in občino prisilila iskati drugo lokacijo. Nogometno domovanje na Lopju v Zalogu je bilo le začasno, zato je lokalna skupnost odstopila zemljišče takratne drevesnice na Brajdi, ki še danes ostaja mestno in regijsko središče za nogomet in tudi ostale športe. Nato nogomet zaradi nove svetovne vojne za nekaj let ni bil več v središču pozornosti, a je po koncu vojne vihre v Tolminu hitro postal tolažba po težkih preizkušnjah, saj se vsi domači fantje še niso niti preoblekli iz vojaških in taboriščnih sukenj, ko so 2. septembra leta 1945 odigrali prvo povojno tekmo spet proti ekipi iz tolminske vojašnice, kjer je že plapolala bolj domača zastava. Posebnih nogometnih oblek in čevljev niso imeli, le na bele brezrokavne majice so prišili takratni simbol rdečo zvezdo. Pomemben mejnik je ustanovitev športnega društva Tolmin leta 1946, kjer je imel prevladujočo vlogo prav nogomet, prvi predsednik pa je postal Bojan Savnik. Še istega leta je občina želela na Brajdi urediti zelenjavni vrt, a je zemljišče kmalu vrnila športnikom. Najprej so ime spremenili v Fiskulturno društvo Tolmin, nato v Telovadno društvo Partizan, ki je pod okrilje vzelo tudi nogometno moštvo.
To je bilo obdobje, ko so Tolminci z vidnimi uspehi prvič resneje opozorili nase in pustili večen pečat v tolminski športni zgodovini. Leta 1960 je moštvo slavilo naslov prvaka enotne Primorske lige. Ja, jaz bi mogoče omenil, ko smo to zadnjo tekmo, ko smo bili prvaki, ne? Ko smo s Sežano igrali v Sežani. Ne? Mi smo bili takrat sicer prvi, ampak smo imeli enako število točk kot Sežana in Sežana, če bi zmagala, bi bili oni prvaki. Ne? In dol smo zmagali 3-0. Ne? Spomnim se, da sva midva z dr. Kovačičem, ki sva živela v akademskem kolegiju, ne? Sva prišla z vlakom iz Ljubljane do Sežane in tam smo počakali tele, da so prišli s kamionom, ne? Tam pod enim orehom, ne? In potem smo šli igrati. Ne? Takrat smo peli, že pred tekmo in še po tekmi. Marina je bila takrat, ta pesem je bila poznana kot hit. In smo zmagali 3-0 in to mi ne bo to mi bo ostalo vedno v spominu. Takrat so bile ene tri ekipe, ki smo jih kar 3-4-0. Tudi Ajdošno smo takrat tukli, kar na 0. Idrija 6, 7, Anhovo 8, nekaj takrat. Takrat je prav res na 0, da smo bili močni. Čeprav od takrat pravzaprav niti ni preteklo toliko Soče, so bili to za današnje oči precej drugačni časi. Na gostovanja so se nogometaši odpravili S kamioni? S kamionoma, Klavnice? V glavnem Gajbe. Ja. Kamion je prišel, recimo je bila Klavnica dežurna, ne? In je bilo treba kamionov prati. Prejšnji dan so pripeljali žvalo, ne? In se je opravilo. Smo dali Gajbe, Barjone, 3 vrste, pa sedeli lepo. Važno je bilo, da smo zapeli na koncu. To je bilo veselje, smo bili enotni. In zmagali smo tudi, ker smo bili enotni. Smo bili enotni. Ja, ne, verjetno. Bog nadej, kjer ga nogometaša tikant, da se kjer bi Ja, to je bilo takrat, ne. Absolutno nedotakljivi. Kaj smo držali skup? Zvečer v kino ob 8, ne? Če ti videl kakšen kibic, ni bilo dobro. Je bil red. Kadil tudi ne. Če ti je videl, ti je zatažil, pa si jih pa nabral ali pa nisi igral. Nedotakljivi tudi za ženske. Tu ste bil pa taka močna ilegala, da še sam nisem vedel včasih, či sem. Res, da so bili drugi časi, toda nekaj se skozi zgodovino vendarle ni spreminjalo. Vedno in povsod je bilo poleg nogometne žoge prostora še za dobro voljo in obrano pesem, kar ostaja zaščitni znak tolminskih nogometašev še danes. Če smo igrali pri morju, ko smo šli na Krasu, smo se ustavili, so nas poznali, da je ljudi v toljeh. Leh tudi menci, ne smo začeli peti, veš, je bil pijač, kar tako je gara, ne. Ne, smo bili pa res. Pesem je pa bila obvezna. Smo bili pevci, super. Nogometni uspehi naslednjih let doma niso ostali neopaženi. Občinska zveza za telesno vzgojo je namreč leta 1962 podprla gradnjo novega stadiona na Brajdi, ki so ga svečano odprli 15. oktobra 1967 s prvenstveno tekmo proti Kamniku. Takrat je Tolmin igral v Zahodni Conski republiški ligi in leta 1970 dosegel 5. mesto na lestvici. 5. aprila 1971 so se nogometaši odločili, da si bodo usodo krojili sami. Ustanovili so društvo z imenom Nogometni klub Tolmin.
Klub je bil po zaslugah zanesenjakov Iva Taljata, Janka Hrasta, Avgusta Kuščerja in še posebej Mirka Filja dobro organizirana sredina, ki se je do leta 1974 borila v konkurenci druge zvezne lige, nato pa redno za naslov primorskega prvaka. Državna meja z Italijo je medtem že dalj časa izgubljala neprodušnost, tako je nogometno moštvo odigralo tudi 34 mednarodnih tekem, prvo leta 1954 v Trepčah pri Trstu, prvi tuj gost v Tolminu pa je bil 10 let kasneje bližnji Cividalese. Spomini na te mednarodne dvoboje so za nekatere še sveži. Včasih smo rekli palvinska lakat, ne? In smo šli v Italijo, je bilo tako vreme kot današnje. Smo igrali ob 4 popoldan in v Italijo smo prišli v Pardenone, to je bil še Ivo Štajercev, so nas povabili na kosilo in smo jedli do 3 in pil. In potem smo prišli na sonce, ja seveda, tudi puži so nas prehitevali, ne. Leta 1973 je Brajda gostila rekorden obisk, 1500 gledalcev proti novogoriškim vozilom, ko so Tolminci slavili s 3-2. Toda slavje klubu ni prineslo boljših časov, saj se uspehom navkljub Tolminci niso mogli otresti finančnih težav. Za nameček je leta 1976 politična reforma športa z nesrečnimi portoroškimi sklepi in posledično reorganizacijo lig skrhala moralo igralcev v njihovih najboljših letih. S tem pa je prizadela tudi ambicije vodstva kluba. Članski kader se je nevarno krčil in 13. maja 1979 je NK Tolmin tekmo zadnjega kroga medobčinske lige zaradi premajhnega števila igralcev predal. Tolminske barve je nato dobri 2 leti zastopalo zgolj moštvo pionirjev. Potrebovali so pomoč in prišla je z drugega konca Slovenije. Člansko moštvo je na noge postavil Štajerec Dušan Bezjak. Tolminski Štajerec pravzaprav, ki je doživel ljubezen na prvi pogled. To ljubezen se je zgodilo takoj, ko sem prišel 74. jaz sem že drugi dan šel na štadion, sem rekel, dober dan, čujte, vi imate trening, Klavora je bil takrat, pa Peršič, pa vsi tista klapa mladinska. Jaz bi treniral, jaz sem špilo na Ptuju pri Dravi in so rekli, ja, malo so me čudno gledali, pa sem bil že takoj tam notri zraven. Je bil problem s člansko ekipo, ne. Je praktično ni bilo, klub je deloval, vse selekcije članska, moštvo pa je 3 leta ni igralo. In na srečo je prišel en Štajerc, Zmaj, in je takoj, ko je prišel, je rekel, Tolmin mora imeti člansko ekipo in smo se organizirali. No, takrat lahko rečem, da je en človek vodil klub, to je bil Zmaj, potem pa naprej, kar sem bil pa pri klubu, pa moram reči, da vsak predsednik je dal nekaj svojega in so se menjali predsedniki, vsak je pripomogel in lahko rečem, da se delo uprave oziroma predsednikov prav res stopnjuje. Meni so rekli, da ko priješ do Pršeta, je kot naprej. Jaz sem rekel, da bojo Kotar imeli veliki nogomet, v Tolminu pa ne, to pa ne bo šlo. In potlej sem se lotil. 81 sem začel, 82 smo že igrali pokalno, Glisko, Baridom, Žreb nam je zagon, so nas premagali. In tam tista klapa takrat niso bili najbolj navdušeni, ampak sem rekel, bomo šli naprej, gremo naprej. In sem še zbral vse tiste stare igralce, kot so Bako, Šalke, Miran, Šavli, kaj jaz vem. To so vse tisti starejši bili. In smo začeli trenirati. In potlej, ko smo trenirali, smo tudi prijateljske tekme igrali. In jaz sem pa že potem tudi v ligo prijavil ekipo. In smo imeli pa z Jesenicami 2 tekmi, eno tu, obe smo močno zgubili. In smo se pokregali tam na železniški postaji na mostu. Te so tista starina nehali, sem rekel, ne, končali ne bomo, gremo. In smo šli v ligo, 1 točko smo tisto leto osvojili, 1. Veš, kaj je bilo to za nas pomenilo? Mater, v lufti smo bili vsi, ko smo bili. Mladina. Naslednjo leto smo pa prav tiste mladeže, tiste Gerbece, so prišli, Štefan, Govo, pa tile Čiko, To je pa bila najmlajša ekipa. Takrat smo že imeli osvojili 3-4 točke osvojili. In tako se je nadaljevalo. Moram reči, da na začetku tudi mi je potem dosti pomagal, ravno kar smo včeraj pokopali Veličkovič Bobana. Takrat nam je on pomagal ogromno. Bil je
načelnik doma ena, tam smo imeli štab, tam so imeli ljudi, tam so nam prali, tam so nam štimali, opremo so nam dali. Tako da mislim, da so se ga spomnili, nogometaši so prišli se posloviti in pa tudi zdaj ob tej stoletnici, da ga je treba se spomniti. Ne? Z novimi predsedniki so nato prihajali novi časi. Z njihovim delom sta stabilnost klubu doprinesli še družbi Avtoprevoz in PSC. Posebno pozornost se je namenilo mladinskemu pogonu. Mislim, da treningi so prvi predpogoj za uspehe, prvi predpogoj za delo in mislim, predvsem na tehnični podlagi pogoj pred tem, da postane dober igralec. Kako si se počutil kot najmlajši v ekipi? Ja, bilo je zelo težko, ker sem imel same težke tam, pa ne vem. Kaj nisi nič utrujen po teh napornih treningih? Ja, malo že mora biti. Igram v sredini, to je koordinator cele igre. Ja, predvsem s treningi in da se nakregamo med sabo, tako da zelo dobro sodelujemo. Trenirati je treba redno, a ne vsak teden. Tako si nabiraš več izkušenj, moči za nove tekme. Takoj, ko prideš v šolo, moraš narediti domačo, potem še spočiti malo za trening, potem se zvečer kaj učiti, potem pa spati. Kakšna pa je, da nima konkurenca? Ja, je kar dobra. Ja, mi smo vseeno boljša od drugih. Potem za nogomet je seveda potrebno imeti tudi ustrezno opremo. Kako je s to opremo, kdo kupi to opremo, kdo jo financira? Ja, starši. Kdo drugi? Starši. V kombi članske ekipe se je kot v starih časih spet vrnila pesem. Nekatera postajališča po tekmah na gostovanjih so dobila skoraj kultni status. Ja, to ste itak, po mojem, že cel tmin vede. To je bil Tomaj v starih cajtih, dokler še ni bila avtoceste čez Razdrto. Mi smo imeli kar en abonmadel. Naš takratni predsednik oziroma tata za vse, ki vem, ki je bil v Zmajeve, smo se zmeri ustavili dol, ko smo šli z gostovanja na večerjo, pojedli, popili. Pa tudi, ko smo šli pa naprej proti Tminu, pa tudi zapeli, tako da jih je bilo puhno takih prigod z tega. Enkrat vem, da je naš, zdaj ne vem, kjer točno, kjer igralec eden je kupil še ena flaška vina za domov. Pa smo šli pa z našim klubskim kombijem, so peljali z Zmajem še na Livk, ker je tiskrat mislim, da bo šlo še od Metal Flexa, no. Seveda pa pot smo, jaz tole veselo pocukal vse skupaj, da za domov ni ostalo prav dosti. Ja, je bilo kar veselo, no. Napočil je čas za pisanje novega poglavja. Po prelomu tisočletja je klub pridobival na kakovosti in se kmalu spet podredil konkurenco Primorske lige ter pristal med najvidnejšimi igralci zahodne Slovenije. Taktirko je nato prevzel David Kanalec. Nekateri domači fantje so se iz drugih klubskih sredin vračali v okolje, kjer so se naučili nogometne igre in se tako oddolžili za zaupanje. Šel sem z 18, pač v Ajdično, pač tako tisti mladenc, oziroma tam za člane že. Potem, ko sem prišel nazaj, največja razlika je to, da mi je bilo tkaj veselje igrati za domač klub, samo to je. Profesionalno pomeni prav nekaj drugega, ko prideš v svoj kraj, ko igraš s svojimi prijatelji, s tistimi, ki si odraščal skupaj. To je bilo za mene najbolj vredno. V sezoni 2007-2008 je Tolmin na Brajdi ponovil rekordni dosežek gledanosti proti simbolu slovenskega nogometa Olimpiji. Čeravno so Ljubljančani domov odnesli vse 3 točke z minimalno zmago, je bila tekma znanilec zlatega obdobja kluba. Člani so postali težko premagljiva klapa. Vrti se žoga, vrti se svet. Mi smo novi na nogomet. Vsaka zmaga je nov spomin. Gremo Tolmin, vedno polni energije, ko za klub srce nam bije. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina. Naj od dneva, od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin.
se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Teče žoga, teče čas, Sreća vraćati u nas, nogomet je adrenalin. Gremo, gremo, gremo Tolmin, gremo Tolmin, optimizma i lokal patriotizma. Šampioni, šampioni, šampioni vere. Šampioni, šampioni, šampioni vere. Črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj odmeva od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Nogomet na valovih Tolmišlije, dan kjer se Tolminka v Sočo zlije, z nami naj se dvigne do višin, nogometni klub Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Ob 90. obletnici začetka nogometa na Tolminskem so častni člani kluba postali Branko Lenarčič, Dušan Bezjak, Zvonko Peršič, Danilo Kanalec in Boban Veličković. Z zlatimi črkami pa se bo v zgodovino kluba v sezoni 2013-2014 zapisala uvrstitev članske ekipe v drugo slovensko nogometno ligo. To se ne da opisati, ne? Ker če pomislim, od kje vse smo prišli, s kakšnimi, kako smo začeli, da je lahko prišel klub na tak nivo, da smo lahko prišli v drugo ligo. No, to je, ne vem, to je taka pot, ki se je težko opisati, ne? Težko je to. Zato tisto bo vedno ostalo v mojem spominu in upamo, da se bo ponovilo prav malo še enkrat. Ampak prvič je prvič. Ne? No. Jaz bi samo to rekel, v drugi ligi smo, tako da zdaj pa vljudno vabljeni vsi gledalci, mislim, v čim večjem številu, da nas prijete podpreti. Sobota, Petra, povej kdaj? Čim je tvoja beseda? Jaz bi isto vas vse povabil, da prijete čim večjem številu, da skupaj proslavimo to vrstitev v drugo ligo. Mislim, da ste se fante to zaslužili z res dobro sezono. Tako da vabljeni vsi. Mislim, da je članska ekipa Tolmina zorela kar nekaj časa. Ne? Najprej smo že tam nekje v letu 2006, mislim, da je sezona 2006-2007 bila, ko smo iz Primorske lige se uvrstili v tretjo nogometno ligo Zahod. Je to bila ena prva prelomnica in potem smo kar nekaj let potrebovali, da so stvari dozorele, da je pač Tolmin bil več let nekako v vzponu in več let blizu tej uvrstitvi v drugo ligo.
nato pa je v sezoni 2013-14 uspel ta rezultat, zmaga, gladka zmaga, takrat v 3. nogometni ligi Zahod, ki je bila takrat tudi precej močna. Tako da smo se potem uvrstili v drugo ligo, ki je štela samo 10 klubov v tistem obdobju. In to je bil res lep rezultat za Tolmin, ki ga pač se ga še vedno spominjamo z velikim veseljem. Odločilno vse je pripomoglo temu. Mislim, da je najbolj odločilno bilo to, da ta ekipa že 5 let trenira skupaj, igra skupaj, treningi kvalitetni. Ja, ponosen sem. Mi smo bili na kvalifikacijah 60, 61 za prvo slovensko, ma nismo uspeli. A ne? Ja, kot prvo smo bili v štartu, smo bili prvo navijači. A ne? Sigurno smo radi hodili gledati tekme. A ne? Smo bili res, bi rekel, z dušo v tem klubu. Itak smo bili vsak dan na Brajdi, tako da je že res od malih nog, že pač tudi tata je bil tu igral nogomet v Tolminu. In seveda je bil fuzbal, je bil v naši družini, je bil sigurno, ima eno tako posebno mesto. Mogoče prej malo več, zdaj malo manj, ampak zdaj, če se spomnimo za nazaj, ja, bilo je res vse skoraj povezano z nogometom. Tako da imam res lepe spomine tukaj na Tolmin in res zelo lepo je bilo. No. Ja. Minuta sprememba rezultata na Brajdi. To je bilo sigurno, se mi zdi, da je bil, če zdaj pogledam za nazaj, sigurno, da je bil en tak kar dosti visok nivo. Dosti visok nivo, no. Mislim, da je lahko rečem tudi, da sem ponosen na to, da v bistvu sem vodil ekipo, ki je bila verjetno najbolj uspešna v zgodovini, pač rezultatsko je res sigurno naredila največji rezultat. Je pa sigurno to plod ne samo mene, kot trenerja, pač vseh teh akterjev, ki so bili udeleženi. Tu je v bistvu vse od publike do uprave, nekako vse je funkcioniralo, igralci pravi, velika želja in tudi ne morem mimo tega, da ne bi zdaj ob tej priliki se zahvalil res vsem, pač tem, kar sem zdaj naštel. So pa tukaj recimo posebno bi izpostavil res na tem organizacijskem področju, kar se tiče okrog ekipe, je bil tudi Štefan Gerbec, res velika opora mi bil in kar se tiče pa strokovno, pa mislim, da bi res Petra Hočevarja, jaz kakor trener oziroma tudi klub, mislim, da ne bi dosegli teh rezultatov. Peto mesto v drugoligaški druščini v naslednji sezoni, s čimer je NK Tolmin postal 15. najboljši slovenski nogometni klub, je največji dosežek v njegovi 100-letni zgodovini. Spomini na mejnik bodo za marsikoga iskrice, ki ne ugasnejo. Tekma proti Dobu, druga liga, ki je bila bolj, mislim, taka, ki mi je najbolj ostala. Že tisti cajt je bilo, smo se od pokojnega Danilo Kanalec poslovili, minuta molka. In tisti cajt, pač je bil on moj prvi trener. Tako pa tudi kar v redu tekma, no, tista. Zmagali
gol dal, podajo in penal nad mano. Napeta, ki struna. Tole ne bo kar tako. Ne. Minci se ne damo kar tako. Toda blišč tekem in slavja vendarle še marsikaj zakrije. V ozadju teh uspehov so namreč tudi tihi garači, ki so nogometnemu klubu Tolmin podarili svojo dušo. Koliko je sploh koncev tedna brez nogometa? Najložje vprašanje. Ga ni. Ne jokaj na mojih prsikara. To delam z veseljem, tako da je na druge stvari sploh ne gledam, kako je organizacija. Pač kar mi kaže, to naredim, pa včasih je še kakšno. Jaz sam dodam, drugo je pa v redu. Če se osredotočimo na člansko tekmo, jaz sem ponovadi tu dobre 2 ure pa pol pred tekmo, da se vse poštima, kar je treba. To pomeni, prvo je treba brajdo sprazniti, zakleniti celo brajdo, pripraviti vse potrebno za tekmo, od korner zastavc do žog, priprava pisarne. Ko začne ekipa, ko pride na tekmo, gostujoča naša ekipa, to je ponovadi 1:15, 1:30 do tekme, mora biti vse že uštimano. Skratka, za mene, ko se začne, ko sodnik zapiska začetek tekme, je največ dela za mano opravljenega. Povej, Roberto, kdaj pa narediš dala to? Ni še uradno. To je za vzvočenje. Dobro. Kar mi je napisal Ciril, da se strinjamo, da se priloži, vodijo tekmovanje, pa še ne znaš. Redi, ajde. Zaradi covida. Če tekmo o 5 ur, pač začnemo tam o 2:30, končamo pa v poznih večernih urah. Uspeh na igrišču je takoj nagradila družba TKK, ki je finančno podprla člansko moštvo. Sledila je tudi korporacija Hidrija, v kateri so posodili svoje ime za domačo nogometno šolo. Tako so zagotovili, da bo NK Tolmin še naprej valilnica talentov, igralskih in trenerskih. Vse, kar sem nogometnega prilike dobil se naučiti, vse začetke in igralske in trenerske sem imel v Tolminu. In če bi mogel zdaj pogledati nazaj, mi ni žal za nobeno stvar. Mislim, da igralsko niti nisem bil sposoben za ne vem kak nivo. Trenersko pa tudi sem dobil šanso, ki si jo lahko vsak trener samo želi. Nadaljuj Nova, tam Fitko. Ne zdaj kar silt, če ni prostora, pol odigraj še. Bezran Matic. Šavli z mesta utekaš, kaj smo rekli? Jaz sem vesel, ker vidim, da je ogromno mularije še zmeri se ukvarja z nogometom, da imajo veselje do tega. In tole je tudi za mene kot trener je tole nekaj najlepšega. Pa s tem seveda pa leteli
otroci zrastijo pa pridejo do članske ekipe, tole je res uspeh. No. Tako da jaz se za tolminski nogomet ne bojim. Tudi mladi so od zadaj, ne, se vidi tudi ta hidrija, ne, ta mladino, ki jih vzgaja zdaj, je kar, ko prideš dol, gledam, tudi je tukaj po 50 mladih otrok, ne. Tako da ni bojazni. Dobro. Stoletnico igranja nogometa v Tolminu pa se je zaključilo zgolj eno poglavje. Obletnico je klub proslavil s slavnostno prireditvijo, podelitvijo nagrad in zahval ter tudi predstavitvijo novega klubskega emblema. Lahko izpostavim eno tekmo, tako, ki me je pač najbolj ostala v spominu, ko smo igrali Prodankara tle doma. Mislim, da smo bili še tretja liga tistaj, ko smo izgubovali 1-0, pa sem dal takrat 3 gole. In takrat se je pol nek ta strelski post prekinil. In tle bi se pač rad zahvalil Činetu, kaj je skozi verjel v mene in nikoli ni pač obupal nad mano, tudi kaj ni bo golo. Tako da hvala Čine. Stoletnica je gotovo pomeni to, da je nogometni klub Tolmin neka inštitucija, ki ima svojo zgodovino, svojo tradicijo, si zasluži vse spoštovanje in ima nedvomno tudi dobro prihodnost zaradi tako tekmovalnih ambicij, kot tudi zelo dobre ekipe, ki je od zadaj, trenerske in kvalitetnega dela z mladimi. Na nogometni zvezi se nikakor ne bojimo za prihodnost tolminskega nogometa, sploh glede na dejstvo, če pogledamo, koliko število registriranih igralk in igralcev imate. Kot je gospod župan omenil, veseli me, da klub in mesto delujeta z roko v roki, prav tako pa je gospod župan omenil tudi dobro delo z mladimi. Tolmin mislim, da mora vedno bazirati na domačih igralcih. Lahko se zraven pridruži tudi kakšen igralec od drugje in normalno je, da se mogoče kakšno deficitarno mesto popolni z igralci od drugje. Pač glede na okoliščine, glede na razmere, tudi svet se vedno bolj odpira, tako da je to vedno lažje, ampak mislim, da mora klub bazirati na 70-80% domačih igralcih vedno. Zdaj pa potem pa pač rezultati, pa mislim, da morajo nekje slediti sposobnostim teh igralcev, konec koncev podpori lokalnega okolja, ki ni pač vedno enaka, oziroma se je treba za njo stalno boriti, stalno se poskušati izbojevati čim večjo. To pa se lahko dela samo z dobrim delom, tudi konec koncev z bogato tradicijo, z vztrajanjem, s tem, kar smo pač v Tolminu že naredili do sedaj. In mislim, da je pač druga liga nek tak realen cilj tudi za naprej. Nogometni klub Tolmin bo ostal zdrav klub v zdravem okolju, klub odprtih vrat, klub medsebojnega spoštovanja in pomoči, klub brez predsodkov, klub dobrodelnosti, družinski klub, klub družabnosti, pesmi in veselja. Nove zgodbe bodo zdaj pisali novi obrazi, toda še vedno obrazi rdeče-črnih iz Tolmina.